Minister Janša je dejal, da je to pravzaprav zgodovinski trenutek. To je sigurno trenutek, ki se ne more ponoviti. Mislim pa, da je dobro, da smo začeli enkrat, lahko rečem, bolj na svoje, kar je pa seveda naša plebiscitna dolžnost. Hvala lepa obema za ta pomenek in zdaj verjetno nestrpno čakata, da bo prišel sin do vaju, da se pozdravite. Da se srečamo in da proslavimo to. Hvala lepa. Četa teritorijalne obrambe je postrojena v čast Republike Slovenije kot samostojne države in pripravljena za vaš pregled. Junija 1991 je pred slovenskim parlamentom zapepoljala zastava nove, samostojne in suverene države Slovenije. Zamenjava starih simbolov z novo slovensko zastavo in grbom je bila le še formalnost, po tistem, ko je parlament dan poprej sprejel in razglasil ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Kaj bo prinesel jutrišnji dan? Nekatere poteze zvezne vlade in armade že na dan same razglasitve slovenske samostojnosti so bile vse prej kot prijazne. Zvezna uprava za kontrolo letenja je dala zapreti vsa 3 naša letališča. Vojska pa je razkazovala svojo moč na mejnih prehodih in v zraku. Najbolj nevarnih pri slovenskem odhodu iz Jugoslavije bi naj bilo, vsaj po teoriji, prvih 48 ur. Ko je celi vod razdeljen, zadnji mene ne bo videl. In jaz sem za vami grem. Če bi slučajno šli v to linijo pretresa, ko gremo, pa da vidite človeka spredaj, ni važno zdaj, kakvo funkcijo ima, spredaj, da teče od nas, bi tekli za njim? Ne. Ostaviš ga? Ne, ne tečemo za njim. On bo tako preletel v blokado. Vedno škodio ali bilo kaj. Največkrat pa imamo mi funkcijo, da gremo po pretres terena zaradi
kakšne diverzantske skupine, terorista, ojetnika, pobeglega. To bi že onemu bilo preslabo, pogledajte samo malo. Prvič, vrvica je tako prekratka, pogledajte tako. Daj si jo prek roke, stopite malo tako. Daj si jo prek roke in motaš, enkrat, dvakrat, tretjič primeš med prstom. Ste videli? In tega držiš tukaj med prstom.